Dame in gospodje, dobrodošli v novi epizodi Zaodrja. Danes bo z mano kitarist, ki je svoje znanje med drugim pridobival tudi v Los Angelesu na Musicians Institute. Igral je v bandih kot so Omar Naber, Anaurin, Cover Lover, trenutno pa je igral v zasedbi Straight Train. Jure Golobič. Evo, smo se ujeli. V glavnem, Jure, mi da smo se spoznala zelo na hiter na vašem online seminarju pri MCC-ju v Celju, v Mladinskem centru, ko ste imeli seminarje, ti, Matic, Narek, Dolores, pa mislim, da je še Aleš Oranjek imel masterclasse. Točno to, ja. To je bilo kar par let nazaj, 5, nekaj tacga, ko smo lahko še v živo imeli. Ko smo še v živo učili, pa se družili. Kje pa že to je, joj. V glavnem, kar bi te najprej vprašal je, da se gremo malo meniti o trenutnih projektih, kaj spurate. Straight Train je tvoj band, a ne? Tako, hvala. Ja, jaz sem kupil plato na koncertu v Stožicah, ko ste igrali kot predskupina, pred Scorpionsi sem bil takrat, me je Ana povabila, smo šli v bistvu cela familija, ker ona je full fanica 80s bandov. In sem vas videl, ko ste začeli špilati in sem bil navdušen. Super, hvala ti, ja. To je bil res lušen koncert, pa lušni časi. Takrat je bilo zelo tako, da v bistvu se nam je poklopil z tega vidika, da smo dejansko po moje 14 dni prej prišli iz Rusije, kjer smo igrali z Nickelback v Moskvi, pa v Sankt Petersburgu, pa še domov, pa še na Scorpions, tako da to je bil res tak, za trenutek pomisliš, da si že čist huge band. Malo dojameš, kva se dogaja na teh res high level nivojih bandov in kako stvari funkcionirajo in tako naprej. Noro. Ja, je kar hudo videti. Sicer sem imel občutek, da niste smeli celega odra uporabljati na Scorpionsih. Ne, ja, tam si imel zelo določen, se pravi, na pomol ni šans, da bi šel, ne. Tako da, pa tudi, se pravi, pri nas je bilo tako, da nekako, kaj se imamo tak, mislim, po moje, če nimaš nekega in-ear monitoringa, pa tako, da na teh velikih odrih se hiter pol nekam greš, pa kar naenkrat več kika ne slišiš. Pa tako naprej, da smo navajeni se kar skrb držati, tudi če je ne vem koliko velik odr. Tako da ampak ja, imajo restrikcije definitivno, pač tudi z vidika, bom rekel, sound-wise, koliko si lahko na glas in tako naprej, z vidika luči, kaj lahko uporabljaš, a ne. Ne moreš ti kar tam pirotehniko kurt od Scorpionsov ali pa kaj tacga. Ja, to je taj. Ampak ja, to je kar, ampak vse ste ful dober sound, je ful dober, so vas zmiksali, tak da, fajn. Ja, super, hvala. Res hudo, pa tudi si imel neko zanimivo kitaro, kaj to za ene kitare igraš? Igram jih kar nekaj, ampak tista je bila pa v bistvu Scala Guitars. To je custom-made kitara od človeka oziroma gitar builderja, ki načeloma je Srb, ampak živi v Los Angelesu in že nekaj let, mislim po moje, 20-30 let že dela kitare. Tako da za Guns N' Roses recimo tale Richard Fordes, on jih ima kar par njegovih, pa tako naprej. In je bila v bistvu taka zgodba, da sem jaz za Skalo slišal načeloma pri Vlatku Stefanovskem. Sicer je bila una njegova kitara nothing like to, kar sem pol videl, da jih on dejansko dela. In je bilo to, je bila Skala, gor dol, sem pač to ime mi je ostalo v glavi. In pol enkrat gledam na Facebooku neki Fortusov tale wall in on objavi neko Skalo in taka čist huda, razsuta kitara, relikana, s takim attitudom hudim, in malo začnem to gledati in tako naprej. In sem rekel, smo hudo, ne, greš gledati cene, je itak brutalna zgodba, ne. Si misliš,
še avto nimam toliko drag, kva še kitaro. In potem sem pa v bistvu enkrat sem bil v LA-ju, oziroma s punco Evo sem bila takrat v LA-ju in sem jaz temu modelu pisal na mail. Sem rekel, daj, jaz sem klele v LA-ju, nekaj časa te spremljam, pa tako naprej, bi lahko prišel malo v delavnico pogledati, kva so to za ena čuda od kitar, pa tako naprej, ne. In on res napiše, odgovori nazaj in smo se zmenili in prideva z Evo tja in prvo nekaj po anglešk, bla, smo se nekaj matrali, pol smo kar na srbščino preklopili in smo se tako res, ujeli tist, on je res tak entuzijast in tok enih, bom rekel temu, unikatnih izboljšav na kitarah in enih takih, tudi mislim, da ima kar nekaj zaščitenih nekih ugotovitev, pa bridžev, pa nekih zadev in tako naprej in on meni to razlaga in jaz ga poslušam in se vidi, da mu je ful žur govoriti o stvarih in tako naprej, pa sem še sprobati malo kitare, tako zanimiva izkušnja v glavno in pa sva se zmenila, da mi naredi eno tako kitaro zame, v bistvu tak hibrid med Stratom, Telcem, neka taka umestna zgodba. Tako da po mi je naredil, to sem čakal kakšen let pa pol in še zdaj se spomnim, ko sem odprl kitaro, ko me je kar in je bilo tako, da v bistvu sem mu rekel, lej, nared kitaro tako, da poznaš me več, kakor ponavadi poznaš nekega normalnega kupca, nared kitaro, ki bo zame funkcionirala, ne. In mi je v bistvu spomnim se, da mi je trup še pokazal, ki je izrezal ven in je rekel, evo, to je zadnja slika, naslednjič boš videl celo kitaro. Noro. Ja, in je bilo tako res heavy, ja. Tako da to je bila kitara na nek način takrat, ko sem jo igral, ja, oziroma se še zdaj igram. Mislim, v preteklem letu na live koncertih kar ne, ampak drugače pa ja. Pa jo imaš tudi daj zavaditi ali jo imaš sam za špile? Ne. Tako se zavaditi, to se. Ja, jaz tudi nisem tak, da bi imel kitaro zavajo, veš, eni si prav kupijo Harley Benton, imam zavaditi, pa imam pa še neko custom kitaro za špilati. Ma ne, fora tem, da bolj, ko igraš kitaro, bolj se vleže po tebi. Jaz ne vem, kva sicer delam v življenju, ampak neverjetno prečke požiram, ne, tako da sem včasih, ko sem imel ta prvo Ibanez kitaro, sem, ne vem, dvakrat prečke menil, dvakrat brusel vmes, ni da ni, tako da pač to je. Bolj, ko igraš kitaro, bolj je tvoja, bolj je tako kot čevelj dober, ko se ti vnese. Ma jaz tudi to mislim, da ne možeš ti kar imeti kitaro zagledati, pa pol snemati z njo, ker nisi navajen, to mislim, zdaj, jaz lahko ful proizvajalcev igram različnih, ker sem tudi že zamenjal jih v teh mojih 15 letih igranja. Sem šel od Gibsona, Schecterja, Ibanezov do Fenderjev, zdaj sem si PRS-ja vzel predlani. Lahko pač, ne vem, svašta igram, pa mi je kul. Pa tudi stilsko, lahko različne stile igram. Ampak noro, ja, da si res custom kitaro delaš. Jaz se tudi igram z mislijo. Jaz sem se popisal z kitaristom, z proizvajalcem, ko dela kitare za Matt Bellamyja. Ja. Super. Z njim sem si malo pisal in je tudi rekel, da lahko dejansko se dogovorimo, sicer bi se vse online zmenila, ker jaz sem opisal na začetku karantene. Se ne moreš dobiti z njim, ampak in tudi rekel, da gremo lahko čez vse parte, čez vse magnete, čez zadeve in mi sestavi neko kitaro. Pa tudi se začnejo pri 2000 evrov, mislim, da je rekel, 2500 lahko najcenejšo narediš, ne. Kar se mi zdi, da je, če ti eden za tebe naredi, ni tako grozno visoka cena, ne. Ne, to sploh ni jasno. Ja, če gledaš, serijske kitare so že, kamot na 3 ure prideš, ne. Hiter, ja. Ja. Kaj pa bolj za magnete, pa te zadeve, noter, to so vse custom njegovi? Ja, fora tem, da on ima v bistvu tam v LA-ju ima tega Arcane Pickups, ne vem, če poznaš. To ne znam. To je en tudi tak butičen navijalc, ki v bistvu, tam je
ona dva sta se ujela in na nek način ve, kva hoče ta in mu pol razloži tako naprej in navije neke magnete, tako da so to tudi custom magneti gor naviti za to kitaro, tako da, ja. Pa tudi načeloma na njegovih kitarah, kakor jaz vem, so sami Arcane. Ne vem, če je bil, mislim, saj v zadnjih letih, mogoče je kdaj kaj prej delo drugega, ampak tako da je vse v bistvu narejen za to, da kao ta inštrument zveni na nek tak unikaten, drugačen način. Ful zakon. To je res noro. Pa da ga še spoznaš v živo, da se še zveniš, je še po moje bolj cool izkušnja. Ja, fajn je, tako pa tam res, on je tak prav umetnik je in tudi pol tam, ko imaš v njegovi delavnici ima eno tako sobo z pač testiranje in imaš noter ene par ampov, da mačkam probaš in tako vse je. Tak človek, ki ful da na detajle in je skozi neke take odpičene zadeve so zraven, skozi, tako da tak good vibe. Noro. Pa ti si se šolal v LA-ju, ne? Si delal neke... To je bilo pa, prav 10 let nazaj, sem bil na Musicians Institute v Hollywoodu pol leta. Tako da to je bila pa moja, bom rekel, otroška, teenagerska želja iti v LA, videti to, se učiti od najjačih kitaristov tam, kar obstaja in tako naprej in nekako spoznati malo ta vibe in vse skupaj, kakor se pač da v pol leta, ne, se itak. Če priješ ti v LA na nek način finančno preskrbljen, ker pač tam ne misliš delati pa zraven igrati kitaro, ampak si samo s fokusom, da vadaš cele dneve, je mačkan drugače, kakor če se moraš tam dejansko postaviti na noge pa zaživeti iz nule, ne. Tako da, jaz sem imel super izkušnjo, ampak ni pa to za izkušnja tega, da bi tam živel pa probil neko kariero delati pa tako naprej, ne. Pa koliko je izgledal ta proces, koliko si prišel na Musicians Institute, kako izgleda to? V bistvu je zadeva taka, da pač ti v bistvu se tam povežeš, oni imajo te neke modele, s katerimi se ti povežeš in potem te imajo oni na nek način na lagarju in ti pošiljajo, kdaj je treba poslati prijavo, kdaj je treba za kjer semester prideš in tako naprej. Potem dobiš vsa gradiva, v smislu, ne gradiva za učenje, ampak za te vize pridobivati, pa tako naprej, kar rabiš študentsko vizo za gor. Take zadeve pomaš pa v bistvu tako je, no, kar se tiče pridati gor na šolo, ni noben big deal, imaš neke zahtevke, pošleš neke posnetke in tako naprej, ampak manj ali več to ni tako, kakor neka, ne vem, grad, celovc, pa tako naprej, ki ima ne vem kakšne sprejemce. Ampak je fora v tem, da ko prideš tja, imaš pa ti v bistvu sprejemce oziroma razvrstitvene izpite, recimo temu, ne. Kar pomeni, da imaš tam teorijo, ear training, igranje in tako naprej, da vidijo v bistvu, do kjerega nivoja ti boš dojemal učni program, ne. Ker jaz sem šel v bistvu na program, ki se mu reče Encore, in ta program je v bistvu tak, da si ti sam zbereš predmete, ki jih želiš obiskovati, ne. Ni to del nekega dolgoročnega kurikuluma, ne vem, neke diplome, 2-3-letne ali kakorkoli, ampak prideš moraš vedeti, na čem bi rad gradil, in potem si pač glede na to, koliko si bil dober na teh razvrstitvenih testih, si pač lahko izbereš level programa, ne, kar pomeni, da ne vem, karikiram, če ne znaš pentatonike, pač ne moreš iti na blues 3 level, ker boš pol ti tam moto une, ki že 3 leta hodijo, ne. Aha, to je pol ni individualen pouk, ampak je skupinsko, ali kak? Ne, ti imaš tam v bistvu tako, da imaš dejansko 3, mislim, da se probam spomniti, 5 stvari je, se pravi, eno so core predmeti, se pravi, to je ear training, harmonija, teorija, pa kitara, ne. Se pravi, to je core predmet. Za kitaro imaš dejansko 50 minut na teden, individualno z učiteljem, ki ti je bil dodeljen, vse ostalo je skupinsko. Potem imaš pa, se pravi, to so core predmeti, potem imaš pa izbirne predmete, ki si pač lahko zbereš kar češ. Potem imaš band klase, oziroma oni temu rečejo live performance workshop,
In fora tega live performancea je to, da oni imajo tako na šoli je ena taka ogromna tabla in na tej tabli je vsak teden, meni se zdi, da je bilo 12 žanrov glasbe, je bil razpisan komad, ki je ta teden pač na vrsti. A ne? In potem si se ti prijavil, na katerega od komadov bi prišel zaigrati. In je bilo to tako, da si v bistvu potem, ali si, jaz sem manj ali več uskenevati, lahko si pač tudi dobil neke tablature, ampak pač meni mrzlico dobim, kad tablature vidim. Ne vem, zmeri mi je to preveč plastičen opis glasbe in pač mi je tako, kad... Všeč se raj delaš. Ja, bomo pol še kakšno na to temo rekel. V glavnem pač naučiš se komad in prideš tja in recimo to so po dnevih so različno razdeljeni, a ne, en dan je rock, pa punk, pa ne vem kva, drug dan je, ne vem, jazz, pop, R&B, whatever. In prideš, oni pokličejo gor in prideš in odigraš. In to tako zgleda, da ti v bistvu prideš gor in oni simultano pokličejo bobnarja, ki je naštuteral ta komad, basista, pevko, pevca, karkoli pač potrebuje, tebe, kitarista, ne vem, če je še kakšen klaviaturist ali kakorkoli. In ti imaš v bistvu, kakor se spomnim, 1 ali max 2 tejka, da odigraš. In potem so pa učitelji tam, se pravi, učitelj za bobnet, gleda bobnarja, učitelj za kitaro, kitarista in pride do tebe, ti malo pove, kaj pa kako. In je v bistvu to neka taka simulacija audicij. Se pravi, audicije v LA-ju pač saj takrat je bilo tako, zdaj, kaj ta YouTube pa vse skupaj te itak nagledajo že na YouTube, pa jim je dosti jasen, kako pa kaj igraš, ampak jaz sem šel tam na ene par audicij tudi, čist iz Ferca pogledati, kaj se dogajanje dejansko tako, tist priješ v nek ogromen te SIR Studios na Sunsetu, kjer je v bistvu plc, kjer bendi vadijo v tem smislu, da je tega recimo pri nas, ne vem, če kje obstaja, da imaš ti ogromen oder, na katerem dejansko lahko postaviš celo svojo mehanizacijo za na turnejo, ampak soba je pa v bistvu pol še 5 metrov naprej. Kar pomeni, da ne rabiš, ne vem, stožic najemati, ampak si lahko oder za stožice postaviš v neki čist majhni dvoranci in potem vadaš tam, oziroma ne dvoranci, kada bi šel zdaj v neko košarkaško dvorano, pa tako naprej, ampak so namensko studiji in tam imaš potem vso opremo za rentati, če hočeš iti na turnejo s posojeno opremo ali kakorkoli in to se ti tako zmeša, ko greš kaj noter. Vse lahko najamaš, vse, denar je tam sky's the limit, če imaš denar, ne. Ja. To je bil point teh workoutov. Pa si imel pa še eno zadevo, ki so bili pa, temu se je rekel pa open class oziroma open cancelling, je bilo pa to, da na šoli je bilo po moje cirka 40 učiteljev kitare in pač glede na popularnost pa tako naprej so imeli razpisane termine za po naše, to bom rekel, najbolj neka govorilna ura. In je imel pač, ne vem, Scott Henderson je imel ta pa ta dan ob tej pa tej uri, v tej pa tej učilnici in si pač kaj prišel, vzel ven kitaro in ga spraševal, jamu in tako naprej. In je bilo to po 5, 6, 7, 10 ljudi kdaj noter in je nekaj vprašal, pa nek backing track prinesel, pa smo kar vsi jamali na to, pa pol je on nekaj pokazal. In to je bilo tako meni by far najboljša zadeva, kar se tiče te šole. Ker si res jamaš s temi idoli. Ja, ker si res tudi videl tako, mislim, in potem si pač snemal vse stvari in šel dam in skineval in si pol glavo razbil, kva je to in uno in tako naprej in pol prišel naslednjič in spet vprašal, kva smo ti zadnjič, pa tako naprej. In je zanimivo, je bilo to, da če grem jaz sam k učitelju, ga bom spraševal stvari, ki jaz vem, da jih ne vem, pa me zanimajo. Ja. Če si pa tako v skupini, boš pa slišal, ne vem, od nekoga neko vprašanje, ki se tudi pomislil ne boš, da bi ga vprašal, ker ti je sploh off your radar, po domač povedan. In je bilo z tega vidika cool, pa tudi tako, da začneš, da si malo spoznal, pismo tam, ne vem, 300 kitaristov na šoli, kva kdo, kako kaj igra, kaj je dober, kaj lahko zboljšaš. Tako, ful super izkušnja. Noro. Ja, pa dejansko, kar mi je največ šola dala, sta bile 2 stvari, tako, in to tudi pol učencom mojim skozi stupim. Ena zadeva, ki mi je dala, je to, da
sem ugotovil, da ne glede na to, koliko si dober, se lahko počutiš za en K, ko igraš kitaro. Tako, tam so bili moji idoli, ki so, ne vem, igral kitaro, pa kaj je ono. In je bilo to ono, pismo, to, kar sem jaz bil insecure v svoje igranje, pismo, to, ki je bil tudi on. Ja, razumem. S tem, da je bil njegov nivo igranja itak ono, through the charts, ampak dejansko sem ugotovil, da je človek nesrečen pismo. In se spomnim, da po prvem tednu, ko sem prišel, ko je bil prvi vikend, sem šel sem se vsedel sam s sabo in sem rekel, fuck, Jure, evo, zdaj si videl, da nikoli ne boš prišel tja. V smislu, nikoli ni uno, zdaj imam pa jaz vse. In Točno to. In poskus dejansko biti pač srečen, ampak po drugi strani nezadovoljen, če hočeš napredovati. In ta sreča pa nezadovoljstvo v tem smislu, da hočeš izboljšati svoje igranje na to naprej. Da to, da si nezadovoljen s svojim levelom igranja, ne sme pomeniti, da si nesrečen okoli tega. Da je konstantno ta voice v glavi, ki je ono, to je kar, kva si to zdaj zaigral in tako naprej. Ne? Da se hočeš še pač izboljšati, ne? Da skozi hočeš biti boljši, ne? In to je bila ena zadeva, ta druga stvar, ful pomembna, ker se mi zdi, da je pa tako, je bil pa dejansko ta MI je bil na nek način ogledalo tega, kdo sem jaz kot kitarist. Ker če ti tako cele dneve sam doma vadaš, pa pol greš, da se imaš nek koncert, pa ti kakšen pride, pa reče, hudo, tret, full fine, pa veš kaj. To je vse cool, ampak v bistvu nikoli, vsaj ponavad, nimaš tako nekih globokih debat z ljudmi. Tam je bilo pa tako, da v bistvu v vsej tej množici kitaristov imaš dve opciji. Ali zblazniš, ker od vsadzga gledaš sam, kva tep ni jasen še, in rečeš shit, kva ta igra, kva un igra, fuck, kva ta hudo igra, ne. In je bilo kar ene par takih ljudi, ki so se tam čist potopili, v tem smislu, da psihološko niso zdržali tega, bom rekel, ego momenta. Ja, to je ful problem po moje. Ja, po drugi strani pa, ko začneš ugotavljati, kva si ti in kje si ti drugačen od vseh teh 300-ih. In tega doma ful težko pogruntaš sam, ko igraš, ne. In je bilo ne vem, kaj sem jaz nekaj vadil tam, potem si imel take practice roome, ko si jo rezerviral in si tam vadil. In jaz se spomnim, da sem igral, ne vem, ob 6 zjutraj sem vstal, sem pojedel zajtrk, sem bil ob 7 na šoli, sem do 9 vadil, potem sem imel prve klese tam do 11, potem sem do 1 vadil, pa šel nekaj pojest, pa druge klese, ne vem, od 3 do 5 in pol do polnoči spet vadil. In to tako, itak sem vmes pol zbolel, ker ne moreš držati sploh tako. Tako da je bilo to, ampak ja, in pol poglavno med tej sobci in pride tako, in folk je čist open tam, vsaj večina, no. In pride, kar odpre sobo, hey man, I really like what you played, can you show me, Ja. Pa to je neka stvar, ki jaz vzamem kitaro pa zaigram, ker mi je to tako, nekaj naravnega, ne. Ja. In tako naprej, in se pravi, in te dve stvari sta bile res take, da lahko rečem, da je bilo wow. Hudo, ne, dobro si tole predstavil, ta MI. No, jaz sem odkril, po moje, šele takrat nekje, da sploh obstaja ta MI, ker prej se mu je drugače rekli, ne, MI-jo. Musicians Institute, MI je že kar, po moje, že kar nekaj let, ne vem, po moje od 84, 86 je to Musicians Institute. Mislim, ampak tudi oni so... Sorry, GIT je pa, ampak ja, GIT je pa v bistvu Guitar Institute of Technology, to je pa dejansko oddelek za kitaro znotraj MI-ja, ne. Aha, okej, pa zato nisem vedel, ne. In pa imaš BIT, bass, bla, 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 tako naprej, drums in tako vsega zbora, ne. Ja, mislim, to so tako vsi hodili, po mojem skoraj ti znani idoli, ko smo jih spremljali mi. Pač. Ja, Gilbert je bil tam, ja, tam sem tudi 1 uro imel z njim pa tako naprej, ne. Noro, ne? Kako izgleda to, ko z Gilbertom igraš? Veš, kako je to? Pajkove prste, ko igrajo natančno, nikoli se nič ne zmoti skoraj. Ja. Povrat tem, da
prišel si, pa si rekel, pa je ono, ja, kako ti ime, Jure, bla, 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 neki par besed, ok, pick a key. Pa jaz se spomnim, takrat sem lih neki, ne vem, kaj sem špil v C-smolu, neki C-sharp minor. Ja. What a cool key, let's jam. To je v bistvu fora, ful dobra zadeva. Je dejansko, v bistvu, sva si izmenjevala, vse to ima tudi on na YouTubeu, ima ene par videov na to temo, ki malo razlaga o njegovih pristopih učenja. V bistvu si kao tempo zbereš in dejansko on skrečaš dva takta in on igra frazo neko in potem ti začneš igrati frazo. In si tako izmenjuješ fraze in v bistvu point je v tem, da ne padeš ven iz ritma in da probaš čim bolj raznoliko igrati, da ne žulaš nekih pentatoničnih fraz, da je 10 minut tam z njim, ampak tako pa ritmične zadeve in tako, in je bilo ful cool zadeva. Pa sva se še malo pogovarjala o tehniki, pa o pristopu, pa kitari, pa take zadeve, ampak večinoma je bil pa ta jam. Ker tam se mi zdi, da je bil cel MI je bil tako, tak attitude, shut up and play je bil, ne. Tako, ne biti pameten, pa ne biti tle neki, ampak pač povej s kitaro, pa dajmo nadgraditi stvari, ne. Pokaž, kje si švoh, kje si uno in se spomnim, da je ena zadeva, ki sem si obljubil, preden sem šel v Ameriko, je to, da se bom javil za vsako stvar, ki bojo rabili prostovoljca. In od prvega dneva, we have any volunteer, jaz dvignem roko in sem šel gor in sem se lomil in folk me čuden gledal, kva zdaj temu ni jasen. Ampak po drugi strani so bili pa tam ljudje, ki je prišel, ne vem, v sobo in se je naslonil na kitaro in je gledal 1 uro pa pol. In meni ni bilo jasno, ker mi je bilo tako bed, da valjda se boš ti polomil, če je tam Scott Henderson zraven tebe ali pa ne vem kdo, ne. Ampak vse kar težko, ja. Po se pa nekako tako, itak pol spoznaš krog ljudi, ki hod na te ene in iste perfokse, valjda metalci hodijo čist drgam kot kdo druga, ne. In pa se tudi mačkam tako skuliraš, pa malo se odtališ in tako naprej in poj the best, ne. Noro. Kako pa je ljudi to naenkrat, kaj si rekel, 300 kitaristov, ga? Ja, meni se zdi, da je bilo na šoli tam okoli 300 kitaristov, ampak to se razgubi, ker to je res ogromna šola, ne, tako da Ja, pa verjetno je ful stilsko razdeljen, ne, kako sem te razumel, blues, rock, jazz, verjetno tudi kakve akustike pa te. Ja, akustike, ja, je bilo tudi ene par, ampak ja, načeloma imaš, se pravi, tako kot sem rekel, core predmeti so core predmeti, ne, to v bistvu večinoma teh core predmetov je pač za kitaro je bilo ok, lestvice, pa take zadeve, pa teorija, pa tako naprej, pa ear training, itak vsi hodijo na ear training, od pevcev do klaviaturistov, to je vse za vse isto, pa harmonija. Pa so pa dejansko tako, da imaš, meni se zdi, da okoli 40 predmetov, v tem smislu, da imaš od efektov so predmeti, building your sound, ne vem kva, ono ni da ni, kamoli neke blues, fusion, jazz, latin, pop, funk, R&B, na vse te zadeve pač. In pa so valjda, tam so kitaristi, ki so pač specifični za te zadeve, a ne. Imaš kitarista, ki je takrat igral z Michaelom Jacksonom, recimo, uno funk kitaro, ne Orianti, valjda ni bila tam, ampak pa od Pink, Justin Derrico je bil kitarist, pa Scott Henderson, Alan Hines, Carl Verheyen, to so taki malo bolj jazz fusion modeli, pa tako naprej. Pa pol čist nekaj, Sid Jacobs je tako ortodoksen, res orto jazz kitarist, pa tako, ne. Ross Bolton je recimo še tak, ki je, recimo, on je sicer zdaj nažalost že pokojni, ampak je tudi kar ene par teh instruction tapeov naredil, funk, kitara, Motown, pa tako naprej, take zadeve. In pa si pač narediš nabor, itak mora biti ti cool model, ki prideš tja, da ni nek pač čuden, pa whatever, ne. In tudi tako se mi zdi, da kar sem spoznal tam je ful velika razlika je bila med učitelji, ki so dejansko bili učitelji, pa med učitelji, ki so bili neki hired gun, ki trenutno ni bil na turneji, pa je tam delal, ne.
Bolj performerji, najverjetno, kot učitelji. Točno to. Ja. In te performerji so bili tako, da v bistvu, če si ti vedel, kva hočeš od njega, je bilo cool. Si rekel, ja, ne vem, bom solo, ki si posnel, ti mi je ful hudo, a lahko kle nekaj na to forum mi pokažeš, pa iz sketov, bla, 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 karkoli. In ja, itak pokazal, ni panike. Imel si pa pač učitelje, ki so bili pa bolj tako za bom rekel, bolj vizija tebe kot kitarista, kam ti hočeš iti. A zdaj, ker to je tudi stvar, tam je bilo pismo za, ne vem, 15 lifetimeov enega znanja za kitaro. Ne? Kako boš zdaj ti tam? Vse to bi hočel reči, pač. Jaz imam tak feeling, da ko si šel tja, si prišel drug človek nazaj, mislim, kar se tiče igranja. To si po mojem dobil toliko nekih idej, kam še gre iti, da ja. Kako bi se ocenil, ne vem. Ful je pomemben v bistvu to, da nekako veš, kaj si ti in da lahko slediš tam neki rdeči niti sebe. Ker načeloma lahko prideš kaj in skačeš, ne vem, lahko si en dan si lahko Tommy Emmanuel, drug dan si Van Halen, tretji dan si, ne vem, Paco de Lucia, skoraj da ne. In ki sem zdaj jaz. Ja, se štekam, ja. In moraš biti na nek način iskren do sebe, pa pač graditi na teh zadevah. Pa graditi na tem, kar nisi, ne? Ja, graditi na tem, da prije dolga skora. Ja, graditi na tem, kar nisi, pa da je v bistvu to relevantno zate. Jaz nisem klasičen kitarist in spoštujem klasiko, the best mi je sam not my cup of tea, v tem smislu in zdaj, da pridem tja Tako, ja. Z tega vidika. Ja, isto jaz tudi pač nisem fusion kitarist in pač bom mogel veliko tem narediti, če bom hotel kdaj biti fusion kitarist, ne. Če me prime kdaj na stara leta, bom rekel. Čist noro, ja. Zakon. Kaj pa na splošno mesto, kak ti je bilo? Ti je bil ful kulturni šok, ko si prišel tja Ja, je med milijone ljudi. Šel sem že en let prej v LA, čistko, da sem malo videl, kva je pa dejansko na informativni dan na MI, tako da sem videl, kva se tam dogaja, pa tako. Pa takrat sem šel tudi do tega Rafaela na neke sešne. Rafael Moreira je bil tam en kitarist, ki sem bil jaz čist mi je dogajal z tega, kako je igral in sem se takrat zmenil, da sem prišel do njega. Tako da sem takrat en let prej tudi malo spoznal mest, malo tretje. Na začetku ti je tako čuden, malo se bojiš hoditi tam po noč iz šole dam, pa take zadeve, pa tako je kar kulturni šok v tem smislu, da ful enega folka, odpičenega itak in tako, na začetku si malo čuden, itak vsi vidijo, da pač nisi ti od tam, ne glede na to, koliko se ti delaš, da si. Ja, itak, ja. Pa pol, da tam naštudiraš, ne vem, od hrane do kva se splača, da ne vem, kakšna stanovanja imaš sploh na možnost, kje je kakorkoli toliko varna soseska, kje se... Si mogel vse zrihtati sam, to nimaš nič v kak campus ali pa kaj takšnega. Imaš tudi, ampak je 5-krat dražji, no. A še to? Ja, tako da se nas plača. Ker to so cene, so nore. Jaz sem tudi imel to neko željo, sem gledal ta MI, sicer sem tako čist, ne vem, ali so imeli kakve oglase, da sem jaz to zasledil, ali sta celo mogoče od Polifije kitarista se tam učila, ali nekak tak, da sem v glavnem našel TED Faks in sem pa malo gledal in se mi zdi, da so cene bile take, kot da bi rekel, da je semester oziroma en letnik $80,000, ali ne vem, take neke nerealne cifre se mi zdela. Ne, mislim, če si en let tam, to klih ni, ampak mogoče je zdaj že kaj več. Jaz se spomnim, ko sem bil jaz tam, je bil meni se zdi, da €5,000 en semester, to je 10 tednov, neka taka cena. Pa recimo nek studio apartment, se pravi, da imaš neko kuhno sobo, pa neki, da lahko, kakor toliko normalno živiš, je tam takoj $800-900 na mesec. Hrana je priti imaš tako kakle, ni neki ful razlike. Ostalo pa tudi tako, da najemnine so tiste, pa ok, valjda šola, ne, ampak najemnine so tiste, ki grejo res skyrocket, ker je pač v samem centru Hollywooda in potem je zmeri a se bom, ne vem, 2 uri na dan vozil po nekih
busih, pa ne vem kaj, ali se bom tam blizu, pa si bom dal mer, pa bom imel več od šole. Ne. Se mi zdi, da to je ful pomembno, da greš pol res in si omogočaš, da imaš možnost dejansko čim bolj izkoristiti to, za kar si prišel. Ne, Ja. Se koliko si bil star, ko si šel to? Mislim, film tisti faks, ne? Čist. Ne, jaz sem bil 25. Ja, 25 sem bil, ja. Ja, ker je pol razlika, po moje, če piješ taj 25-letnik, ko ti je že malo bolj jasno v življenju stvari, Ja. če bi prišel res taj nek mulj star 20 let na prvi letnik faksa, ko si čist zmeden, bi lahko moje ful zaideš, no. Ja, to je definitivno, pa tudi tako, no, mislim, se pravim, jaz sem zmer zagovornik nekih mastering fundamentals, ampak vseeno mogoče na tako šolo ne greš lih pentatonike se učiti. Pa ne vem, ampak je fajn, da imaš neko razumevanje glasbe. Ne, mislim, da bi recimo končal v Sloveniji, ne vem, 4 let jazz kitare na, kako se reče, na tej šoli glasbeni, no, srednji. Ja. V Ljubljani recimo, no, koliko je že Ja. gratis, se ne spomnim. Ampak ja, no, pa greš recimo kar na faks, je po moje kar šok, da greš v LA, ne, se učiti naprej. Ja. Je lažje v isto kak grad, Celovc, Dunaj, ne vem, ki je tukaj bližje, ne. Mislim, take šole, kot je MI, po moje v Evropi ni. Mogoče je v Londonu kakšna London School of Music, ali kaj je že tista zadeva, da pride malo bližje, ampak vseeno jazz, pa recimo Celovc grad, kakor jaz vem, pa poznam recimo ljudi, ki so tam študirali, to je čist drugo. Ti se res ortodoksen jazz in ni nekega tam, da ti neki bendu, pa ne vem, kva si šel, pa nekega rockerja špilov, tega ni, ne. Pač, a si prišel kaj jazz se naučiti, ali pa pač si na napačnem faksu, ne. Tako da, če gledaš kot nek prehod iz ne vem, srednje jazz šole, srednje glasbene kle, je definitivno lažje na nek Celovc grad. Če si seveda sprejet, ker tam so pač pa sprejemci in vzamejo 2-3 kitariste na let, kakor jaz vem. Ja, vse logično, ja. Vse kam bo šel kot jazz kitarist igrati, ne, potem, mislim, ne rabiš jih zdaj ti 300 jazz kitaristov, tako si ti rekel, da jih je na MI-ju, ne. Tako, ja. Ja. Noro, ampak noro, res zakon, to je res dobra izkušnja, ful fajn. Nisem takrat vedel, no, na koga bi se obrnil, pa kakšne informacije, tako da, evo, zdaj vejo vsi, na koga se obrne, če jih zanima, kako priti na MI, pa kako to izgleda. Ja, čeprav zdaj se mi zdi, da s temi, da sploh s korono, pa tudi pred korono, že v teh cajtih so se ful modernizirali, v tem smislu, da je ogromno nekih zadev online. Tudi z ene parimi kolegi sem še tam v LA govoril pred kratkim, pa s Foxy, ker se pač sem ostal v stiku, ker z ene parimi je tako, da v bistvu se ful delajo na tem, da bi dejansko vse skupaj širili, tako da mislim, itak je izkušnja jeti v LA definitivno one of a kind, ampak vse je stopno za vsadzega, če bi si kdo želel pač na ta način nadgraditi znanje, kakor je bilo včasih. Ker včasih pač ni bilo druge opcije, prišel si dobil si špeh gradiva tak in pa si ti spredeloval, zdaj pa to vse online, vse na tablicah in tako naprej. Ja, ne, jaz sem gledal, v glavnem, sicer sem zelo površinsko, niti enega maila nisem poslal, nisem si niti upal, ker nisem vedel, kako bi se sploh spuščal, ni mi bilo tudi ne toliko jasno. In je bilo nekako v povezavi s tem, da je bila takrat Coachella, ko bi se naj Gansi vrnili in sem si jaz kupil 2 karte za Coachello, da grem na Ganse pogledati in sem si pa tako v glavi sicer planiral, nisem pa se lotil tega nič, in da grem na MI pogledati, kako to zgleda, a veš, na nek tak, kako se reče, informativni dan. In pa sem pa začel jaz tam po netu brskati na njihovi strani in sem najdel dejansko ta podatek, no, da je letnik, zdaj ali to mogoče diplomska zadeva, veš, da to je 3 leta ali pa karkoli, nekih $100,000, in sem bil tak, kva zdaj bomo, rekel, mama prodaj bajto, pa grem jaz na MI se naučiti, kot biti rockstar. Saj lahko, da je zdaj že taka cena. Čist možno, ja. Se pravi, ne vem pa točno, kaj sem bral, ker se nisem nič pozanimal, ne, se pravi, sam gledal, brskal. Nisem pa šel niti na Coachello na koncu, sem še tiste karte 2 prodal.
Ker kdaj je to bilo? To je bilo 4 leta nazaj, ali da so se Gansi vrnili, 5 let nazaj in pol so se začele te, ne vem, če niso bile tudi neke teroristične zadeve in se še ta kolega, ko bi naj šel z ramo v osnovi, je rekel, da on ne gre in potem sem jaz ostal sam, da grem samo v LA. Mogoče bi bilo fajn, da bi šel, mogoče bi kaj spoznal folka, karkoli. Ampak nisem se odločil. Zdaj si mi pa ti tako dobro razložil, da mi je tako v bistvu jasno, kako je izgleda, tako da. Hvala. Malenkost. Noro. In pa ko si prišel nazaj, si pa odprl svojo šolo, ne, kitarsko? Ne še čisto takoj, to je bilo malo kasneje, to je bilo ene par let kasneje, ko sem prišel nazaj, kaj je bilo, ja, Anaurin, Cover Lover, ta zgodba se je takrat vršila, pa ja, pa sem počasi začel v bistvu delati na tem, kako na nek način preživeti tukaj pri nas od muzike. Bila je tudi ena opcija iti nazaj v LA, tam sem se zmenil z nekimi, bom rekel temu, menedžerji, sponzorji, ki kao jamčijo za tvojo vizo in tako naprej, da nisi ti. Sem imel marsikaj zrihtan, da bi se vrnil nazaj, ampak je bilo pol tako, da sem se odločil, da ostanem tukaj z tega vidika, da nisem hotel iti nazaj, bom rekel, nekaj pomivati posodo, pa upati, da mi bo ratal tam z muziko pa tako naprej, ampak sem rekel, da bom ostal tukaj in pač naredil kle največ, kar lahko. Ne. In pol mi je bilo tako, bom rekel, kar nekaj let je bilo LA, sanjo LA, kva nisem šel, kva nisem imel jajc, po domač povedan. Ko sem pa enkrat v bistvu, meni se zdi, da 2015, 5 let potem, sem šel pa nazaj, čisto na nek enotedenski obisk sam, in sem šel malo do teh kolegov, do Perfoxov in tako naprej, in me iskreno povedan, čist mi je glavo zasukal, v tem smislu, da sem zdaj prišel tja kot ne kot študent, ne kot nekdo, ki bo tam ne vem kva počel, ampak čistko in sem videl ta cel svet učiteljev, kolegov, kaj so takrat, ene par jih je tam ostali, tudi, ne vem, iz Brazilije so prišli pa tako naprej. In sem v bistvu videl, kva sem jaz naredil v tem cajtu in glasbeno, in na sebi, in kot šolo in tako naprej, pa kaj so oni naredili, ne. Sem ugotovil, v bistvu je tako, da dejansko, se pravim, ne bom rekel, da lahko to kjerkoli na svetu narediš, ampak se mi zdi, da ljudje pozabijo na to, da kamorkoli greš, neseš sebe sabo, ne. Kar pomeni, če greš ti v LA, pa nimaš nekih ambicij, nekih work ethics, nekih, ne vem, mindseta naštimanga in tako naprej, ne boš tam naredil nič. Tam sem gledal Perfoxe, ki so sicer na nek način tam, mislim, ne vse, valjda, to, kar sem že prej razlagal, pač balune, ki bi rajši igrali, ko učila, ne. In gledaš, kako so nesrečni, koliko se fajtajo za vsak gig, pol tam igrajo v nekih pajzlih, ki jih noben ne obšmergla, pa ne vem kva, pa tako naprej. Ene par kolegov je tam ustal, pa pol cele dneve neke Uberje vozil, pa tako, ne. Je to zdaj res point ustati v LA-ju, ne, da rečeš, jaz sem v LA-ju, pa vozim Uber. Ja, super, ne. Ja, res nisi to sanjo, ko si se upisal na faks, da boš zdaj pa taksist. Ja, in je fora v tem, da se mi zdi, da je bilo kle itak z vidika tega je bilo lažji, bolj sem bil že na nek način od domarja naprej, vsaj približen na nekem radarju, kot nek kitarist, ki nekaj resnega in nekaj želi kle narediti. Tako da sem se pol odločil, kje ostati, ne. In potem smo imeli Anaurin, Cover Lover, je bil pač tak cover band, rockerski različice nekih teh pop priredb in tako naprej. Anaurin je bil pa tak avtorski projekt, pa Evil Eve sem še takrat tudi igral neki prej še v Make-up 2, tako da pa s Predinom pol skupaj s Cover Lover smo bili, to je bilo tudi zanimiva izkušnja, razni beer festi za 60 čukov folka, pa tako naprej. To je bilo res tako, ja, lušni spomini, no. Super. To ste po Avstriji igrali? Ja, verjetno, Nemčiji. Ne, Cover Lover, pa to je bilo vse
Karlava je bila Slovenija, pa ene parih je bilo tam v Avstriji. Pa... Ne, ko si rekel Beer Festi, to sem mislil. Beer Fest je pa Beograd. To je Beograd, sorry. Ja, Beer Fest je Beograd, mislim, se jih je verjetno 1000 po svetu. Beer Festov, itak, ja. Unikaten ime. Ja. Ne, tako sem si predstavljal, Oktoberfest, veš, zato sem mislil. Ja, ti si bil Beer Fest, ja. Ja, super, ja. Pol počas je pa Straight Train prišel v igro, ne, oziroma se osnoval. Zdaj pa dejansko to edina zadeva, kar se benda tiče, v katerem sem, čeprav plate, turneje, neke po tujini, to je pa tudi zdaj pa to tudi čist druga izkušnja. Če smo zdaj bili tako v šolskih vodah in v EMI-ju, je pa Straight Train, je pa pač za to, za kar si cel življenje vadil. vsaj pri meni. Ja, vse to je res. Tako da, ja. Pri Straight Train je bilo pa dejansko v bistvu to, da smo začeli čisto. V bistvu plan je bil, da začnemo, da bi imel Ortobar nek house band za neke organizirane jam sessione. V tujini je v bistvu, to je še recimo LA, ful dobra zadeva, ki mogoče nisem omenil, da tam imaš kar nekaj klubov, ki imajo nek house band in so razpisani jam sessioni. In ta jam session zgleda tako, da imaš ti nek band, ki zna cel repertoar teh komadov, ki so razpisani, to je, ne vem, 60-70 komadov, in te komadi so ponavadi na neki set listi na strani ali kakorkoli, in ti prideš v klub, se prijaviš, da boš igral ta komad in recimo, ne vem, da si kitarist, v tistem komadu zamenjaš kitarista iz house banda in igraš ti z bandom skupaj, ne. In to je bil moj... Nekaj gir, verjetno, ne? Sam kitaro imaš svojo. Ja, kitaro ali pa še to ne, ponavadi, recimo bobnari so itak sam s palčkami prišli, kitaristi smo imeli tudi kitaro, pa tako, ja. Ampak, ja, gir pa njegov itak, vse to ima to neke tam take one size fits all uvečevalce, da ni neke mudre, ne. V glavnem, to je bil plan pol tudi za Straight Train, da bi bila neka playlista in da bi se, ne vem, v četrtek zvečer bi folk vedel, da je v Ortobaru Blues Jam Session. Blues Jam, no. To je bila zadeva, ne. In potem s časoma, ko bi se to mačkam prijel, bi bilo pač, smo hoteli narediti tako, da bi lahko nekdo zamenil mene, bobnarja, whatever, ne. In potem je bilo to, se mi zdi, po mojem smo začeli delati februarja 2015, nekaj tazga, ja, meni se zdi. V glavnem in pol je bilo, posle to, imeli smo po moje 3-4 take špilčke, pol se pa Ortobar čez poletje zaprl in mi smo pa v bistvu začeli že tam na soundcheckih, ki smo jih imeli v Ortobaru, malo neki jamat, neke svoje stvari. Neke rife delati, ne? Ja, pa tako naprej, ne. In takrat je bilo tako, da ta pevc Luka, ki je bil, je dejansko pismo, on je fenomenalen, kar se tiče tega, da zaigraš karkoli kar poje čez. Improvizira. Kar zapoje neki in hudo zapoje neko linijo in tako naprej in smo rekli, pismo, daj gremo probati. In potem smo šli, ko se je Ortobar zaprl, po moje tam konc junija 2015, zdaj, da se ne bo slišali to zdaj koki, ker res ni tako mišljen, ampak po moje smo naredili 9 komadov v 14 dneh. Ja. Po smo jih vadili, po je bilo itak kitarist, takrat Boban je imel te Metal Days pa vse te festivale čez poletje, takrat smo to nekako tako malo postavili in po smo se konec avgusta, septembra, začetek septembra dobili in smo začeli pač pimpati malo te komade, kaj in kako, pač aranžmaje in tako naprej. In po smo šli, meni se zdi, da februarja 2016 posnet plato v Amsterdamu, pač bas Boban pa 2 kitari, vse naenkrat skupaj odigrati. No. In to je bil plan, da kao narediš, oziroma da dobiš ta vibe benda čim bolj na plato tudi. Ja. Neke solote smo pol nasnemavali, pa Luka je vokal seveda nasneval, ne, ampak to je bilo pa, bom rekel, osnovne zadeve so bile pa kar skupaj odbite in smo v bistvu v 5 dneh posneli plato
in šli dam. In potem smo jo pač izdali, kaj bo, meni se zdi, da enkrat junija. In potem se je začel, izdali smo čisto zase, tam smo imeli neko PR zadevo, pač fokusirali smo se vse mačken bolj kao na tujino, pa neko PR zgodbo, eno založbo oziroma PR management smo imeli v Nemčiji in je razposlal tam zadeve, tako zgledajo, da ne vem, pošljajo 200. Pa ful ste dali kul ime. Ja. Plata je imela taki ime, da ga še ti po moje ne znaš povedati. Because you got the monkey off your back doesn't mean the circus has left town, ja. Ja. To je v bistvu od Karlina, tega komika, en quote, njegov je bila taka zadeva, ja. V glavnem, in pač ta PR zgodba so poslali, ne vem koliko, 150-200 plat nekim tem reviewjem in tako naprej, ne. In kar naenkrat začnemo dobivati nazaj review, čez hud band, ne vem kaj, gore dole, rock discovery of year, bla bla bla, in pismo pa kaj pa zdaj to, ne. Mi smo dejansko hoteli narediti plato in to je to, pač nek presek cajta, nek v bistvu to, kar si ti v tistem momentu, ne. Ker plate, včasih so se tako delale, ne? Včasih je bil band na turneji, so tam neke komade prčkali na backstagih, na turbasih, na soundcheckih so jih probavali in to so bili, ne vem, Aerosmith, Rollingi, AC/DC po cele 6-7 mesecev na turneji in ko so prišli dan, so malo pač break imeli, pa so šli pa že novo plato snemati, ne. In je bil v bistvu dejansko to, kar se ti je dogajalo v lifeu na turneji, to, kar si občutil, to je bilo na plati. Ni bilo da si delal plato 7 let, pa si bil tam že čist drug band, pa čist drug človek, pa en je že umrl, drug je 3 froce dobil vmes in tako naprej, ampak je bilo dejansko tak clean cut tega, kar si ti v snapshot tvojega lifea. Ja, res in the moment, ne, to si pač delal skozi in so si pač nabirale ideje in sam tek. Ja, vse to. Točno to, ja. In v glavnem, potem je tako splet na ključi, ogromen neke sreče, so nas povabili Blues Pills pa Kadaver, to sta bila takrat, oziroma se sta še zmer 2 benda, na turnejo skupaj. In je bila v bistvu zadeva je bila taka, da je Blues Pills je bil že kar huge band, takrat praktično po celi Evropi polnil dvorane tam do 2 jurja, kar je ogromen. Ja, to je huge. In Kadaver so jim bili pa na nek način predskupina, ki so pa rabili nek band zraven, ker so imeli v bistvu določene, bom rekel, meni se zdi, da je bilo tako 36 koncertov, smo imeli skupaj čez Blues Pills, meni se zdi, da okoli tam 8-9 smo jih imeli pa sam mi s Kadaver. In oni so rabili v bistvu še eno predskupino za koncerte, pa predvsem nekoga, ki si bo delil stroške turbasa, ne. To, pač jeti na turnejo s turbasom je kar zajeten strošek za nek tak, mislim, za vsak band, ne, zdaj mislim, kako si velik, si lahko to prvoščeš. In se spomnim, da je bilo takrat... To je pač investicija, jaz vedno vsakmo razlagam, ne. To ne moreš gledati na to, da boš pač ti hodil okoli po svetu in da ti bojo drugi živeli, ne. Pač to je tvoja investicija v tvoj posel, ne. In pač enostavno moraš biti pripravljen investirati. Tudi če odpreš trgovino s čevljem, neko banalno, imaš pač najemnino, moraš kupiti robo in pač to so stroški. Točno to, marketing. Ja, in v glavnem potem smo šli, takrat smo imeli res brutalno, tako pač. Jaz sem bil navajen, recimo, s Cover Lover z Omarjem v najboljših tednih imeti 3-4 špile na teden. Tam je bilo pa tako, da smo bili 45 dni na turi, pa smo imeli, meni se zdi, da 41 ali 42 koncertov. Se spomnim, ko sem čekiral. Se spomnim tudi tvoje fotke, ko si objavil trzalco, ko ti je prst raznesel, ne? Od igranja, ne? To so ogabne, ko poznam to, ja. Pa mi je prav ostalo v spominu. Ja. Vsak pinč, ko ga narediš, te zategne. Točno to, ja. Znam. Imam jaz tudi zavedno, demoliran prst. Potem se je pač začel, to je bilo konec septembra in 45 dni na turi
vsak dan drugo mesto, tako praktično celo Evropo. Začeli smo v Štokholmu, pa tam Danska, Göteborg, Belgija, Nemčija, Nizozemska ni bila, pa Francija, Španija, Italija, Avstrija, pa gor s trajektom v Anglijo, pa pol Irska, Škotska, pa pol nazaj, še nekaj v Francijo, pa tako naprej. In Dreams come true, ne? Ja, dreams come true je bilo res dobesedno. Sicer je bilo ene par momentov, ki je bilo res heavy, tako v tem smislu, da res zanimivo je tako, ker dejansko cel življenje vadaš, cel življenje neki delaš komade, upaš, da ti bo uspel in pol prideš na tako turo in dejansko vidiš, da je lahko ta tura totalen suffer, če imaš band, ne vem, s kakšnimi pač kmeti, ali pa res užitek, če se štekaš. In tam si dejansko 45 dni, ok, sej imaš sprehode, pa gre lahko vsak svoj sabo na sprehod, če ti to sede, ampak mi smo kar hengali skupaj zmeri in je tako zanimiva izkušnja vse skupaj, pa itak, ne vem, igrati v teh najlepših, ne štadionih, to ni bilo velika ta turneja, ampak so bili pa, ne vem, te berlinska hala, ta velika in tako naprej, in pa hodaš na oder in imaš takole slike od Museov, Motorhead, Deep Purple in si misliš, fuck, kdo je kle vse igral pismo. Ki smo, ne? Kje smo, in tako. Kako izkazujejo neko, tako, ne vem, v Španiji temperamenten folk, na Švedskem čist drug odziv in tako naprej, ne. Sam sekundo, Jure, mislim, da mi je fuknil ven komp. Ok. Aha, ne, ni mi. Ok, ne vem. Nekaj je prekinil, tako da bi lahko da me kdo klical. To bi bila opcija. Ok, sorry, ja. Zakon, ja, dobro. To je bila turneja in pa ste pa zamenjali frontmana. Ne, to še ni bilo takrat. Tako da ne, veš, da pa ste še posneli to plato, ne? Ja. Sorry. Fora v tem, da pa smo prišli dan iz turneje tam enkrat sred decembra in smo že na turneji, smo delali komade, tekste pisali, ker imaš ogromen enega cajta za... Pa inspiracije tudi, ne? Ja, in je v bistvu ta plata je dejansko eno je definitivno tak snapshot, isto spet turneje in tako naprej in tega, da ne vem, recimo Niko basist je, konc avgusta, takrat je dobil otroka, septembra je šel pa za 7 tednov na turo, ne, in valjda je to pol itak je bila cela frka, ko smo dobili ponudbo, ne, in je bilo tista, mora v službi si zrihtati, mora to, jaz moram najti nekoga, da bo učil v tem cajtu, bla. No, veš, da ne moreš kar online delati, ja, na turbasu, verjetno ne gre, ne? Ja, ne gre, ne. In je tako da je bil kar to. In v bistvu vse te na nek način utrinki, pa pomisleki o svojemu lifeu in tako naprej smo pol strnili na to drugo plato. Tudi dosti hitro ratala in tudi smo šli pol sicer snemati v en drug studio na Nizozemsko, ne v Amsterdam, ampak tudi en tak res hud studio. In tudi tam smo tudi skupaj posneli na isto foro, v bistvu. Bobnarja smo zamenjali za to drugo plato. Je prišel Viktor zraven, prvo plato je Luka Čadež še posnel. V bistvu na turnejo šel pa že pol Viktor z nami, ker se je Luka odločil, da mu ni to tisto, kar bi on rad počel po nekih turnejah hodil, ker je kar demanding in z vidika razmeri in z vidika ni hec biti na turneji. No. Ja, 45 dni, to je nekaj čist druga. Ne?
že sam špili, vikend špili ti lahko, za razmerja so kar, mislim, če veš, nimaš noben vikend fraj, je že lahko partner nerazumevajoč, ne, mislim. Pač ne posvečaš se mu 100%, ne, v tem času, ko si prost, pa vmes, ko si konc šihta, geš na vaje, snemaš plate, ful je to demanding, ja. Mislim, se mi zdi, da je tako, dejansko, če primerjam turnejo pa z nekim, ne vem, Omarjem ali pa s Cover Lover zadevo, je tako, da je dejansko je biti težji, recimo jaz sem pa Romarju igral, pa bil na faksu zraven. Jaz sem pri nas sem ekonomijo doštudiral in to je bil tako resen safar. 3-krat na teden dam ob 6, zjutraj prišel, pa učiti se za faks, pa pa tretje, ali pa ne vem, pol kasneje, ko imajo ljudje normalne službe, pa čez vikend te ni. Tam, ko si pa na turneji, pa ja, vse je na nek način demanding z drugačnega vidika, ampak vsem si na turneji in si samo zaradi tega tam. In po prve parih špilih je itak rutina, mrč postaviti, upremo znesti iz busa, tretje, vse ti je tako, začne nekako teči vse skupaj, ni več tak stres. In pa se kar umiriš in pol na nek način bil še kar 6 mesecev na turi. No, ni tako, ja. Sluk, če imaš pa še res PR pošlihtan, management, pa še roadie service, pa tako, po moje, čist zakon, ne. Ja, te klubi oziroma te venuji so imeli kar ponavadi imajo tem stage hands, ne, kar pomeni, da so ljudje, ki ti pomagajo. Bil je sicer, ja, en klub smo imeli, ne vem točno okviren. Ja, 4. štuk pismo. Brez lifta, mislim, to je tako prav. Kar Ampega vidim, veš, ono skrijo. Ja, 4. Ta drug band, ki smo igrali te Kadaver, so imeli tako, da so v bistvu 3 so bili in so hoteli cel oder zapolniti. In je bilo tako, da meni se zdi, da je imel zdaj, da so nam zlagal, ampak meni se zdi, da je imel 4 Ampege, te velike, 8x10, pa kitarist je imel 4x12 bokse. Ja, tako da je bil v bistvu set na vsaki strani in pol neki zvezan, da je kitara žgala iz obeh strani odra dol. V glavnem nosili smo se unih boksov, ko budale. Zakon. To je rock'n'roll, ne? Ja. Tako da razumem, zakaj je pa naslov plate bil druge Blues from Hell, ne? Točno tako, ja. Zakon. Ja, v glavnem, pa smo pa to drugo plato izdali, dobili v bistvu eno ponudbo za ta Alfa Omega management iz Italije in potem se je pa v bistvu po tem, ko smo z njimi podpisali, se je pa hitro zgodil ta Nickelback. Pol to Scorpion se sicer naša domena bila, niso se to oni menili, pa tako naprej. Pa par špilov dobili smo pol po tej prvi plati, smo dobili tudi ta Extra Tour, se je ena nemška booking agencija, tako da smo pol tudi nekaj po Nemčiji igrali, pa kva smo še, ja, pa nekaj v Avstriji se mi zdi. Tako da, to je bilo neko tako mačkan bolj, bom rekel, suho leto z tega vidika, da pač so bili par odmevnih špilov, ampak neke turneje pa nismo dobili, ne. Ker je tako, da je zelo težko prijeti na take turneje, ker so pač bendi, ki se stepejo za to. In pač tudi... Ja, pa bendo je, sploh si ne moramo zdaj predstavljati, koliko več bendov je, ko jih je bilo 20 let nazaj, ali pa... Ja. Ne. Pač zdaj res mi, ko smo iskali, ko smo delali projekt, tak ljubiteljsko, Human Magnet, Progressive Metal projekt, in smo rekli, ok, dajmo eno ime, ne, pazi, za prog metal, ko veš, da to je redka zvrst glasbe, in smo šli googlati vesoljske pojave. Veš, kaj se v vesolju dogaja, ne? Da imamo neko tako ime, ne? In ni bilo nobene koalize med nekim planetom, ko ne bi bil tipkal, pa napisal zraven band, pa da ne bi obstajal nek na svetu. In to je tako, da bi rekel, 100 stvari smo vtipkali, pa vedno je bil prog band from Brazil, prog band from, ne vem, Pakistan, tako, what the fuck, veš? In pač fulje res bandov je, po moje, milijardo na svetu, ne? Sploh, če gledaš, da imaš vsak pol po 5 bandov, ne? Ja. Čez life, ne, veš, to je noro, res je ful je nasičen trg.
Tako da imaš res nek tak preboj, ko ste ga vi imeli, da si lahko špil z Nickelbacki, to je ful redkost, ne. Ja, to je dejansko bila kar tako, ja, kar heavy izkušnja. Mislim, tako malo surreal je bilo vse skupaj. No, takrat smo imeli mi dejansko, v bistvu smo imeli opcijo, mislim, ne opcijo, ponudili so nam, če pač želimo, da bi igrali še s Deep Purple, meni se zdi, da pol tudi v Moskvi ali v Petersburgu ali nekaj tako, pa pol tisto ni šlo čez, so nek lokalen support najdel, ampak se pravi, te Nickelback je bilo itak, to je bilo čist bolano. Soundwise, mislim, kako imajo oni to pošlihtan, si lahko gledal, mislim, kako imajo vse, oni. Ja, vse, tam si šel do Rodeo, on ti vse razložil. Dejansko imajo oni tako, da imajo cel band, fura, se pravi, imajo normalno, me se zdi, da dva ima tam mese, basist ne vem točno kaj ima, ampak vse imajo v ISO-cabih, kar pomeni, da ima za odrom, kitarist ima ISO-cab, ki je velik kot pol te moje sobe, ki ima noter 2 mesa boksa pomajkana in potem, se pravi, ISO-cab pomeni, da je boks noter v neki škatli, ki je soundproof, da nič ven se ne sliši, oziroma sam trese se vse, ki žge. To je blazno na glas navijajo, ne, ampe, zato da dobijo res tisti sound studijski, ne. Tako, ja. In je v bistvu na odru je ful tiho. Pač boban žge itak, ampak se vsem to velik odr, da to ni tako grozen. In je oni pa načeloma to. Pol je valjda zraven še matrica, pri njih ogromno nekih vokalov na šrap. Vokalov, ne? Ja, to smo se imeli s maticom, ko jih je študiral, da je to nareksom, da je ful... Ja, ogromno teh vokalov je in ampak je tako vse res, mislim, neverjetno. Tako, oni imajo v bistvu, snemajo vsak koncert, audio špure in potem pridejo v bistvu na koncert, na drug venue in pač oni itak postavijo cel oder, ozvočenje in tako naprej, in potem sound guy naštima sound tako, da spusti track od prejšnjega koncerta. Ne vidi oni sploh gor, ne? Ja, ker v bistvu vse, nič tam se ne sestavlja bobnov, tam se boben zapre not v škatlo in je pomajkan in je celo turnejo isto. Ni tako, da ti vsak nastaviš majk, pa umajkaš, kje je to pozabi. In potem pridejo roadi, neki igrajo, malo naštimajo tam in oni odpičijo gor na oder in v prvo špil. 30 čukov folka, brez tonske, brez ičega Nickelback, vse jim zrihtajo vnaprej. Ko da sploh, v glavnem in ja, pa smo imeli, prvi večer smo imeli, itak je tako zmeri, da ko prideš tja, moraš biti cool, pač takoj vzpostaviti nek tak odnos, mislim, ne z njimi, ki jih itak ni, ampak z njihovim timom, ne. Tam je v bistvu najtežje to, da spoznaš, kdo je tam res najbolj pomemben člen njihove support tima, ne. Ker en ti reče, pejte na oder, on se dere, kva ste šli na oder za soundcheck, ne. Pol je on, pejte zdaj, kva ste zdaj kle, in pol, ok, čakaj, se pravi, če ti rečeš, je bolj pomemben, ker če on reče, se pravi, ok, tebe poslušamo. Da je bilo par nekih takih zmed, ampak kar mi je bilo pa res the best, je bilo pa to, da ful jim je bilo do tega, da mi dobro zvenimo. Da smo mi comfortable, da je nam cool in da mi lahko res odigramo špil, ker je bilo dejansko, ni bilo vseeno, kako njihova predskupina funkcionira, kako zveni in tako naprej. Ne? In je bila fora tega, ko smo prišli, je bilo mislim, to je itak nightmare totalen. Mi bi mogli imeti ob 2 tonsko vajo, ko smo mi ob 2 prišli, je bilo, po moje, da manj kot pol odra postavljenega. In je bilo tako, ok, pač ja, takoj, we're having troubles, bla, 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 ne vemo, če boste imeli lahko tonsko vajo. In fuck, kva ti ni zdaj, jaz sem tukaj na največji špil v life, v svojem sem prišel brez tonske, da ne me hecat, ne. Ampak po je bilo res tako, da so dejansko, mi smo naredili tonsko vajo, meni se zdi, da v 20 minutah, in čistko nek vmes in tam so nam cel njihov crew nam je pomagal znositi gor vse ampe in tako naprej.
In v bistvu pač mi smo kaj leteli valjda sam s kitarami, vse ostalo je bil backline naročena, ne? Se pravi, backline pomeni oprema tam vsake, ki jo pač potrebuješ, da izvedeš koncert. Je bila naročena in tam so bili pol tudi ekipa od teh in to je tako vse res na profi nivoju. Pa to pomeni, da ti nisi niti pedalov, si pedalboarda si ne prinesel zraven. Jaz sem imel en nek tube screamer, pa delay, pa tuner, evo. Stalo ti se vse zrihte. Rocket science. Ja, stalo, pač pa jaz sem si v bistvu fora tem, da pač recimo, če se hočeš take zadeve jeti, je fajn, da recimo imaš popedenan svoj sound na nek ojačevalc, ki je zelo easy to get, ne. Ja, tako tudi kemper, pač kemper je lažji sabo nest, ampak recimo, ne vem, jaz imam... Pa moj svoj ključ, pa cik, da si ga sam naročiš. Jaz imam recimo, ne vem, Coram-Forda, kje bom zdaj jaz ten Coram-Forda najdu v Rusiji, ne, in tako naprej. In takrat sem imel pol tudi enega JCM-ja 2000, ker je tak pač najbolj... Versatile amp in najbolj easy, da ga rentaš, tako da sem si pol doma nastavil sound približno na tist, kukor se ga da nastaviti, tako pol priješ kaj, čist drug sound. Čist drug sound, vedno, ja. Ampak vsaj to, da sem vedel, kje je, ne vem, FX Loop, kako funkcionira, da nimaš kje kakšen kat ali pa nek decibele, neke dvignjene, pa naj ti ne veš, pa vse nekaj prežiga, pa tako naprej. Tako da ja, tako je bilo. Pa smo imeli ta koncert, pa dejansko v kombi, pa cel dan vožnje v Sankt Petersburg, meni se zdi, da 13 ur, in potem v Sankt Petersburgu špil. V glavnem, tam smo se pa pol tako, so se pa že malo odtalili, tele roadi njihovi, in pa smo bili že na Kul in uno in tretje in pa so nam v bistvu dali naslednji špil, smo imeli 45 minut. Ker je bila pa fora v tem, da so Nickelback leteli z avionom, valjda niso šli oni s kombijom, ne. Ja, 13 ur je kar, ja, to bi bil čisto bit. Ja, in avion ni mogel pristati. V glavnem avion z Nickelbacki ni mogel pristati in so ne vem koliko ur krožili nad Petersburgom, preden so lahko pristali, in je bila mi smo bili ready, da gremo na oder, in njihov tour manager, ne, guys, 5 more minutes, ker so imeli vse zaračunan, kdaj oni pristanejo, kdaj gremo mi na oder, da oni pravočasno pridajo na koncert. In pol je bilo, ne vem, 6 minut, preden smo šli na oder, a lahko še en komad več igrate, in ja, lahko igramo, samo vsem, ti si tam naštelan na pol ure, na bildan, točno veš na pamet, niti nimaš playliste napisane, ker pač na pamet veš, kaj si igral. In pol kar še 3 komade dodati in tako da je bilo malo. Ampak od takrat naprej smo imeli pa pol zmeri tako, da ne vem, zmer, ko si na turneji, je neki od unga benda, pevc zbuli, pa bi pel 3 komade manj, pa dajte vi 3 komade več in tako naprej. In moraš imeti skozi neko fleksibilnost, tam pol urno, do 15 minut, do pol ure plusa, da ne rečeš čakaj, jaz imam zdaj 40 minut, ne moram več igrati, ker mi niste rekala, ne. In tako naprej, tako da. In pa greš na oder in prodajaš, in igraš svoje itak avtorske komade enega za drugim. Kak je pa pol odziv, ne vem, od folka, se ti pozna to na socialnih omrežjih, ali je ful težk nek return ustvarjati? Ma veš, kako je, načeloma je tako, ta turneja, ki smo bili klepo v Evropi, je bilo kar dober odziv, vse skupaj, pa predvsem ogromen, za slovenske razmere smo prodali ogromen merča. Tega slovenski bendi sploh klev pri nas nismo navajeni na nek način, ker pač to, da imaš nek merchandise, je že skoraj malko ne samo poseb namen, ker itak veš, da ne bom nič kupil, ne. Ja. Tam je bilo pa pismo, so prišli, mislim, ne v Rusiji, ne, ker tam je bilo tako malo čudni vibe, so bili v tem smislu, da so folk sterali iz dvorane, organizatorji takoj, ko je bilo konč špila, in ni bilo nekega henganja tam tacga. Mislim, malo smo se slikali tam z nekimi fani, pa tako, ko so prišli do merča, ampak z vidika prodaje je bilo zelo malo.
V Evropi je pa čist druga zgodba. Sploh Nemčija je skoraj ne moreš verjeti, ko pride en na štand od benda, pa kar kup hudi, pa LP, pa CD, pa ne vem, vse, kar imaš po kup, pa da 100 evrov, pa reče, v redu je, kljub temu, da je, ne vem, 85 vse skupaj. Ja, jaz sem tudi to malo doživel in glih za to, veš, vedno, če jem na špil, pa če mi je pred grupa všeč, da mi je fajn stil, vedno bom šel nekaj kupiti od njih, rajko, da kupiš od Scorpionsov ali pa od Metallice, ker njim res 20 evrov. Ja. Njim je to res, pač itak si že karto in plača 100 evrov plus, ne, ker pred skupina ne dobi od kart, a veš, že če ti potne stroške zrihtajo, si lahko srečen. Ja. Mislim, realno, ne. Ja, tako da, se pravim, ja, in z tega vidika je pol mačkan drugače, zdaj tako, da bi rekel, te ruske zadeve na omrežjih se ni neki ful poznali. Mi smo šli v bistvu v Rusijo zaradi tega, da posnamemo, tam smo si najeli tudi snemalno ekipo in imamo oba koncerta v bistvu dokumentirana z tega vidika, da smo v bistvu se pravi, tam smo za Give It Away, komad smo pol naredili spot, na nek način zmiksan s temi posnetki iz ture, ampak imaš nek prezentacijski video o bendu, o neko zgodbo, ki bend dvigne na mačkan višji nivo, ne. Ja, tako. Tako da to je bil namen. Je pa tako, se pravim. Pa izkušnja itak, to je taka izkušnja, ko je ne moreš dobiti. Ne. To si, ne moreš si privoščiti pa dobiti take izkušnje, kak zakon, res, ne, da igraš z Nickelbacki, ko so res. Vse mogoče tako, ko slišiš Nickelback, ni zdaj to band, ko ga poslušaš doma, ne, v prostem času, sam je pa še največjih bandov na svetu, ne. Pač new metal scene ta 2000. Največji kanadski izvozni artikel. Ja, ziher, ja. Poleg Justin Bieberja. Hudo, ja. Hudo. Kaj nam je še stalo kaj časa sploh, da poveš v šoli kaj, kako učiš, kako delaš? To ti povej, jaz lahko govorim cel teden. Ti imaš caj, to je cool, veš, ker ponavadi me vidim, ko imam podcast, se meni malo s kolegi, ko se dogovarjamo, ja, veš kaj, pa ne biti predolg, da ne bomo več kot 1 uro, pa jaz vsakom povem, v 1 uri se samo začela pogovarjati, veš, kamot si oddajamo čas, tako da super. Po glasih z mano vstaja Jure Golobič. Heto, saj nijamo glasov. Ja, tako da mogoče se zdaj res vrnemo malo še na to učenje, mogoče koliko si ti začel, malo poveš, kdaj si to začel igrati, kaj te je huknal? V bistvu je bilo tako, jaz sem začel igrati klavir, ko sem bil star 6 let. In sem pol igral celo gimnazijo, celo osnovno šolo do 7. 8. razreda klavir. In je bilo tako, da klavir mi je bil pač ja, da je nekaj moraš igrati, nek inštrument, glasba, bla, bla, bla. Od nekdaj sem bil babice govorile, ko smo bili v kempih, ko so bili oni camp bendi, ko so včasih še igrali, dejansko je bil bend, ni bil sam synthesizer, pa 5 tipk. Sem skozi gledal kitarista, pa bobnarja, pa me je babi iskala tam po plesišču, kje sem jaz sem pa zraven bobnarja sedel, pa ga gledal. Tako da čudem, da nisem bobnar ratu. Ampak ja, se pravi, potem sem pač videl na nek način, da me zanima glasba in sem začel igrati klavir. Potem sem pa tam v 5. razredu na nek način začel poslušati razne Oasise, pa Green Daye, pa tako naprej in valjda, to je bila pa kitara, ne, main thing. In sem se v bistvu malo oddalil od klavirja v tem smislu, da ga nisem to, kar sem jaz mogel vaditi, pa igrati, pa tako naprej, pač ni bila muzika, ki sem jo poslušal, ne. In potem sem v 8. razredu začel igrati kitaro in potem je šlo pa v cvet, bi rekla moja mama. Ja, noro. To je bilo pa pol tak huk, da dio pamet, da nisem mogel brez kitare, ne vem, prišel dan iz šole, pa sem jo, ne vem, ob enih prišel dan, pa do 8 vadil, pa pozabil jesti vmes, pa pol zjutraj pred šolo še neki vadil, pa pol, ne vem, hodil po šoli, pa s trzalico še zdaj imam, skozi neki
nekaj spreminjaš, da lahko s prsti igraš, pa tako skozi moram nekaj vadati. Jaz tudi ne grem brez trzaliste nikamor, fiks, imam v žepu, vedno. Ker če slučajno pride šansa, veš, da bi se videla, pa da bi bil tvoja skala gitar, pa da bi rekel, dej probi, imam trzelca, ne rabiš mi dati. To ja. Tako da ja, se pravi, to prvi bendi v gimnaziji in tako naprej. In pol tudi na nek način, bolj kam je kitara postajala pri srcu, bolj je v meni ratal nek strah pred tem, da jaz bom mogel enkrat odrastati in se bom mogel nehati s tem ukvarjati. Ne. Ker to je sej v osnovni šoli še lahko igraš, pol v gimnaziji pa nov časa, pa prideš na gimnazijo, pa vidiš, da ni tako grozen, pa pol ti rečejo, v gimnaziji imaš še cajt, na faksu se boš mogel pa zresniti. Ja. V glavnem, po prideš na faks, pa tudi vidiš, da ni čistko. Po faksu, po si boš mogel pa resno službo najdeti, pa se boš mogel zresniti. No, še kar nisem se zresnil, kar se kitare tiče vsaj. Tako da dejansko ratal sem hooked na to, da lahko na nek način nekaj napreduješ in da je to nek moj svet, v katerem sem jaz v bistvu sam sabo in gledam inštrument in spoznavam muziko in tako naprej in kva se da zaigrati in kako od nečesa, kar ne znaš, prideš do tega, kar znaš, s tem, da valjda da vadaš, da ni to več, ni to nekaj instantnega in tako naprej, ampak da je to nek proces in potem v bistvu se moraš zaljubiti na nek način v proces igranja, v proces vadanja, ne toliko v cilj. Včasih sem bil ful preveč obseden s tem, da sem skozi, kam pa jaz toliko dober kot kam pa jaz toliko dober kot to, kva bi dal, da bi to hotel lahko zaigral in tako naprej. In pol prideš na nivo in se še zmeraj isto počutiš. Točno to je najbolj zanimivo. To, kar sem prej razlagal za EMI, in potem greš na EMI in vidiš, da se tudi ki je top level svetovni, se isto počuti lahko ti. In v glavnem in tako, in potem tudi ogromno nekih izkušenj, kar se tiče in osebnostnih odnosov in glasbene industrije in vsega skupaj je zraven prišlo, kako funkcionirati v bendu, kako songwriting, tretji, četrti in take zadeve. In pač in to me še kar drži nekako. Ko ste z Omarjem začela, ti si bil njegov prvi kitarist, kot se spomnim, od tistih časov. Jaz sem bil prvi kitarist, v bistvu, ko je Omar zmagal na tej bitki talentov od Marja. Prej imel valjda on druge, mislim, imel svoj band, kjer ni bil pač Omar en band, ampak je bil, mislim, Karim so se imenovali in tako naprej. Po je pa ta zasedba je bila v bistvu ta prva, tako bom rekel, da... Profi. Ja. To je bil kar Vse to ste bili v zasedbi, ti si bil na kitari, pa bas pa bobni ste bili, ali kak ste imeli? Ja, Omar je igral kitaro, pa na začetku je bil Omar, pa jaz, pa Jaka Lipar je bil na bobnih, pa en Lenart Božič je bil na bas kitari, potem je prišel še klaviaturist Miha Gorše noter, bendu, ki ga zdaj verjetno večina pozna po mafih, Nini Pušlar in tako naprej, vrhunski glasbenik in tudi producent. Po se je pridružil Nikola Sekulovič na basu in takrat se mi zdi, da so bili res taki zlati časi Omarjevi, tako res so zadeve stale in tako fajn ekipca smo bili, Boban pokojni nam je delal sound, super, vse tako, štekali smo se, imeli smo nek svoj sponzorski kombi in enega voznika, Matjaža, full fajn, tako, res smo bili ekipca, Je bilo vzdušje na koncertu, je bilo fenomenalno, vsakič, kamorkoli smo prišli, je bilo to itak ludnica totalna. Tako, kar čez noč pismo, to ni jasen, Kako ste se spoznala z Omarjem? Ste se iz srednje šole, ali? Ne. V bistvu jaz Omarja nisem poznal, jaz sem poznal Jakata. Aha. In Jakata sem poznal pa prek enega mojih kolegov iz mojega prvega benda Seventh Guest, ki smo pa, to so te teenagerska imena. Teenagerski, pa si hvala Bogu, si takrat moraš začeti, to je nekaj najboljšega.
Točno to, ja. V glavnem, in smo takrat se spoznali in vem, da je bilo pol neki, ne vem, kaj smo mi neki džemali z Jakatom ali kaj je že bilo, in sem rekel, da če bo rabo kakšnega kitarista, pa se priporočam, oziroma, če misliš, da sem jaz fit za tist, v glavnem in je bilo, in pa smo se na ta način spoznali, prišel na neko vajo, nekaj odigral, in je bilo pol to. Nice. Tako da, ja. Noro. Malo tišine, veš. V glavnem, pa ste šla pa dalje, si pa, zdaj na to učenje, no? Ja. Da si pa se odločil, da začneš verjetno deliti tudi svoj knowledge, ko si ga nabral znanje, pa pogled na sam proces napredka pri kitari. Imaš verjetno ful izdelan koncept, ne? Ja, mislim, fora je bila pri tem, da tako, pri meni osebno ogromno nekih stvari, kot pri kitari se je zgodilo tako dosti naravno, od klavirja ven, pač, ne vem, ni mi bilo nikoli brutalno težko poslušati pa nekaj skiniti, pa ne vem, akorde zaigrati je bil, ne vem, 4 dni, pa sem se naučil vse akorde osnovne na kitari, pa pol bareje, pa tako naprej. Pa ne vem, meni se zdi, da je tretji komad, ko sem se ga naučil, je bil Nothing Else Matters. In je šlo ogromen zadev tako, bom rekel, zelo na hiter gor. Pol so pa za mano prišle določene stvari, ki jih pa verjetno tudi pri klavirju nisem štekal. In je v bistvu to, kako tvoj telo funkcionira med tem, ko ti igraš. In priješ do nekega plafona v tem smislu, da imaš neko tehniko, pa si ti uvaja, igraš pa ne vem kaj, ampak vse je ful tako, danes ti gre, jutri ti ne gre. In tako naprej, skozi te neki roka boli, skozi imaš nek občutek, da si zadrgnen, da se tepaš z inštrumentom in tako, ne. In sem se pa v bistvu ful začel pol spuščati v to, kaj v bistvu, kako pripeljati svoj telo, svoj mehanizem, svoje razmišljanje in tako naprej do nekega nivoja, kjer si at ease s kitaro, da funkcionira čim bolj naravno, valjda ne more čisto naravno, ker pač igranje kitare za telo ni naravno, ne. Ampak v bistvu to in kaj je vadenje, ogromno sem se v bistvu začel ukvarjati s tem, kako vaditi, kako pravilno vaditi, da ni zdaj to samo, da se usedeš s kitaro in kvabi pa dons, pa tako naprej. In sem tudi ful en velik preboj dosegel in kar se tiče tehnike in predvsem kar se tiče nekega tega attituda do kitare, sproščenosti, ritmičnega igranja in tako naprej. In pa sem na eni točki, pač itak mi je bilo, od nekdaj mi je bilo fajn, ne vem, ljudem pomagati v tem smislu, da tudi, kaj se vem, kdaj kakšno, kaj komu razložiti v osnovni šoli, v gimnaziji in tako, in zmer sem imel to žilco, ne. In pa sem v bistvu začel učiti čist tega nivoja, da pismo, zakaj, če meni neka stvar vzela 5 let lajfa, zakaj ne bi nekomu vzela pol leta? Zakaj mora vsak sam jeti iz nule, pa razbijati si glavo, pa se vse narobe naučiti, pa tako naprej, ne. Če lahko enemu pokaže stvari, ki mislijo, da so okej, ne. S tem, da ko sem začel učiti, pač so se začele pojavljati stvari, ki so meni absolutno šle in mi ni bilo jasno, zakaj to nekomu ne gre. In pol v bistvu ugotoviš, da če hočeš biti dober učitelj, če hočeš se profesionalno s tem ukvarjati in pomagati nekemu širokemu krogu učencev, moraš začenjati res na globlji ravni razumeti, kaj se dogaja, kje so težave, zakaj nekdo ne more zamenjati iz C v G. Ker meni to pač nikoli ni bilo problem narediti. In tako naprej. In v bistvu sem ugotovil, in to sem pol tudi kasneje, ko sem šel na MI video, recimo ta razlika med hudimi kitaristi pa hudimi učitelji je bila v tem, da v bistvu ti gledaš enega kitarista in ti je hud in ti dogaja, kako igra in pol greš do njega in on ne zna prepoznati, recimo zdaj, če se pogovarjamo o tehniki pa nekih teh zadevah, on ne ve, zakaj ti tega ne moreš zaigrati in ti bo rekel, ja, sam pač tole vadi, ampak zdaj, če ti vadaš eno stvar, recimo, če ti voziš tukaj po obvoznici zročno v prvi predstavi avto, pesmo lahko voziš ti 14 dni, pa noč nič hitrejš vozil,
Mačkar hitrejš boš, da se ročna znucala, ampak vse je fajn spustiti ročno, pa dati v 5. prestavo ali pa v 6. ali kakorkoli, ne. Tega pa teh profiči niso videli, ne, in v bistvu on je znal igrati stvari, ki so bile njemu naravne, in to tudi mi vidimo, ko gledaš nek video, ko gledaš Slasha, ko gledaš Unga, ko gledaš Tretjega, ti njega ne vidiš igrati stvari, ki njemu ne grejo. In pač... Da boš šel zadaj, ne. Ja. V glavnem, in pač potem sem se začel izobraževati orang na področju učenja kitare, na različnih pristopih, tretje spoznaval, probaval od masaž do nekih, ne vem, Feldenkrais metod, do ne vem česa vsega, kako telo funkcionira, kako se uči nove gibe, kako in tako naprej, in pol nekako združil vse to v nek tak easy to understand kitarski program, ki pač na nek način, kakor po mojih izkušnjah, sede in nekim easy začetnikom, ki hočejo sam nek campfire igrati, akorde osnovne na akustiko, in ki pač si želi profesionalno s tem ukvarjati in tako naprej. To je nekako taka moja strategija in pač je pa zmeri tako, da tisti ljudje, ki kliknejo s tabo, te nekako pridejo do tebe in ostanejo, valjda kdo pride, ki tudi mu ne odgovarjajo stvari, in pol ga, kakšne tudi daj sem že, ne vem, kolegom kitarskim priporočil, da ne grejo do drugih in tako naprej. Recimo, če nekdo pride, ne vem, za jazz in tako naprej, valjda prej do Grašiča, prej do Pikla, in tako, ne. Naprej. Ja, se to je to, ja, to je res prav, ja, da si iskren do učencev, da jim poveš, kaj znaš, kaj lahko pri tebi dobijo, ne, da se pogovorite v bistvu, kak cilj imajo, pa kakve so želje, ne. Sicer veliko imam jaz, recimo kot učitelj mlajših učencev, ne, ki pač itak nimajo ciljev, pa še ne vejo, ne, ampak zato, da jim pa pomagaš boljšo tehniko pridobiti, pa razumevanje inštrumenta je pa pač v bistvu čisto vsaka šola se mi zdi okej, no, in klasična in... Tako, ja. Predvsem pri otrocih je to, da mu ne zagabaš inštrumenta, pa da mu ne ubijaš nekega feelinga, da se on ne more naučiti, ne. Zdaj, da, ne vem, tudi da imam kakšne starše, ki kličejo, pa joj, pa bo te preveril, če ima talent, pa si mislim, pa joj, gospa, kakšen talent, se bo naučil, če ima spark, se bo naučil, ne. Če je star 7 let, ne, veš, pričakujejo včasih starši od otrok, da bojo imeli samo inicijativo, da bojo vadili po uro ali pa še več na dan, ne, mislim, ne moreš to pričakovati od takšnega majhnega, ne. Ja. Jaz tudi, ko sem igral harmoniko v glasbeni šoli, me pač inštrument ni toliko privlačil in nisem toliko časa posvečal, ne. Nisem mi ljubil, no, dejansko igrati in sem ga sakal, totalno, no. Ko sem prijel kitaro v roko, pa je nisem več mogel spustiti, ne. In... Ja, tako imam jaz s klaverjem zgodbo. Ja, ker ti enostavno ti je okej, pač glasba je zanimiva, spoštuješ pianiste, harmonikaše, karkoli, če ti stvar ne leži, ti ne leži, ne. Ja. Pa verjamem, da bi lahko tudi tam na enakem nivoju igral, če bi toliko časa noter dal, ampak zakaj bi, ne, če ti ni. Potem sem pa videl, da si še s Tom Hessom sodeloval, ne? Ja, se pravim, to je bila pa ta v bistvu zgodba, dejansko učenje, kako učiti druge. To je bil največji, bom rekel, doprinos, pa namen vsega skupaj je bilo to. Da on je v bistvu mentor, ki pač načeloma uči tudi kitaro, ampak večinoma sem jaz od njega v bistvu se učil te razne pristope k učenju in tako naprej. Tega je bilo največ, pa sem tudi vsak let hodil v Ameriko, na ta izobraževanja in tako naprej. Top. Super. To je ful dobro, res. To bi tudi jaz kdaj mogel kaj takega udeležiti, ker je ful hudo. Da zveš kakve take infote, ne, ko jih sam v bistvu ne moreš najti. Jaz sem to pri sebi opazil, da sem ogromno, res tako, kot si rekel, sam preigral. Saj sem tudi z bandi delal ogromno, ne, ampak vse največ delaš sam in nekako priješ do neke stopnje, ko če ti eden drug nekaj pokaže, boš prej zakapiral, pa nimaš več v bistvu sploh ideje, kaj bi sploh še lahko počel, ne, z inštrumentom, ne. Ja, to je v bistvu ta, kako kar rečejo, kaj je že izraz, incompetent ignorance, ali kaj, v bistvu
ker so stvari, ki ne veš, da obstajajo in jih seveda posledično ne moreš obvladati. Ne? Ja, tako. Tako, ja. Pač vsi slejka prej trčaš ob nek rob zadev. Pa seveda ta občutek, ko si ga predstavil, da se tudi najboljši počutijo, da imajo slab dan, pa da ne znajo, pa da ne morajo, pa da tole ni. A veš, ko ti ni, imaš ta feeling, ne, veš, ti kot sebe gledaš na odru, meni lahko pride, ne vem kdo pove, da je bilo noro, pa da je zakon, pa super, pa karkoli, sam ti še vedno imaš občutek, da če si se tam neki zakotsko, neki nisi odigral tako, veš, da bi lahko, oziroma bi si želel, da bi zvenel, pač nisi zadovoljen, ne stojiš za tem, ne. In to je ta feeling, ja, zakon. Ja, super, no, noro. V glavnem, če rabite kakšne informacije za kitare, pa da vam jaz ne znam govoriti, vas bom sigurno Jure to napotil, da vam kaj pove, ker ima itak noro izkušenj, veliko znanja. Hvala, Jure, da si vzel čas. Malenkost, hvala tebi za povabilo, pa upam, da pride do čim več ljudi tole, ta tvoj podcast. Ja, thanks. Jaz tudi upam, da se to zgodi, pa da se še malo bolj, zdaj sem tako v bistvu štartal, tole je 7. epizoda. Verjetno bo vedno več ogledov čez čas, ko bojo ljudje si zakapirali, za kaj se gre, pa ko sem jaz zakapiral, za kaj se gre pri marketingu, pa tem, da bom vedel, kako zadevo spraviti do čim več poslušalcev.